Jutro, Eva, bo to je tole. Dobro jutro. Ja, v etru te pa ne slišim, da bi tako po koroško ti. Ja, veš, ne dovolijo, šefi, ne dovolijo. Ja, zdaj stanovska kolegica, drugače pa seveda slovenska glasbenica. 10 let zdajle mineva od tvojega Eurosonga, 10 let, ko bo zaokrožila dejansko špili po Sloveniji. Jo, ne, ko rečeš 10 let, kaj na 10 let od mojega začetka, jaz se počutim zdaj ful staro. 10 let. 10 let, ja. Na 16 podlage. Ja, ne, je kar. Ja, 10 let, moja 10-letka se bliža, oziroma je že, no, 10 let od Eurosonga, odkar sem v bistvu začela pisati na nek način svojo to glasbeno zgodbo in se mi zdi, da je nemo lepš začeli kot pa z koncerti po Sloveniji, oziroma, ja, v bistvu kar na vseh koncih. Mal, ne. Je zdaj fajn, ko je korona šla vsaj za nekaj časa v stran, čeprav govorijo Ne šeska. za nekaj časa, deva reči, da je šla zdaj stran in da več ne bo omejitev. Včeraj so strašili 6. valom, samo to, da veš. Dajmo reči, da ga ne bo. Dajmo reči. Midva z Evo sva rekla, ja, zdaj je fajn, ne, ko se je začelo spet dogajati. Ja, seveda je fajn, jaz mislim, da si tako kot mi glasbeniki, kot tudi ljudje, publika, to neizmerno želimo, vsi po vrsti smo lačni tega in jaz komaj čakam pravzaprav, da se bomo z ljudmi zopet srečevali na odrih in peli skupaj in uživali skupaj v glasbi, ker roko na srce to nam vse manjka. Ne? A ti živiš na Koroškem ali se občasno pelješ k mami na kosilo? Veš kaj, jaz bom tek rekla, ne? Jaz bom za zmeraj Korošica, ne glede, kje bom živela. Ampak ne živim na Koroškem, jaz živim v Mariboru, ne, teda na Štajerska, zdaj moj je nekak drugi dom, ampak grem pa zelo pogosto na Koroško, ker moram reči, da kar pogrešam, no. Mi pogrešam tist mir, pogrešam, ne vem, prav kar mal me matra, no, moram reči. Ja, no sej, veliko uspešnih ljudi je tudi iz onega konca tam zgoraj, ne? Ravne na Koroškem, ti si Šentjanža pri Dravogradu. Ja, to je v bistvu že kar, to je na nek način tam kar civilizacija, mislim, kar razvito, veš. To se hoče vprašati, a najdejo specialci to? Ne, to se najde na GPS-u, brez skrbi, pa tudi imamo več smeri, z katerih se da pride do Šentjanža. Ja, drugače pa kar, mislim, Korošci smo kar znani po glasbenikih, po športnikih. Priješ na Koroško, to je najlepša regija Slovenije, spravim. Ja, se strinjam, samo avtocesto ti še potegne gor. Ampak res, jaz sem rekla, da ko dobimo avtocesto, takoj se preselim nazaj na Koroško. Se mislim, da bo kmalu, sam zmeni se še mora izvih par koncev tiste trave. Ja, se govori o tem, da jaz že govorim doma, glej, ko bo avtocesta, mama, I'm coming home, ne? Vem, kjero pesem ti bomo zavrteli. Od Ozija Osborna, mama, I'm coming home. Ja, zdaj, lej, ti si že dolgo na sceni in dolgo si pa tu čakala s svojim albumom. Ja, ma na nek način, veš, tisti, ki probavaš različne stvari, delaš z različnimi producenti, malo se iščeš na svoji poti, malo na nek način iščeš malo tudi svoj izraz, kak bi se predstavil ljudem, na kak način, kak bi ustvarjal. In to je pri meni pač trajalo 7 let, ne? 7 let, da smo posneli, oziroma 8 potem, ne? Dej 7, ker je pravlično. Ma dej 7, ja, 7, po 7 letih. Po 7 letih dela smo nekako zaokrožili mojo glasbeno pot od začetka pa do takrat in vidim, koliko se enih stvari spremenilo. Sploh vidim to, ko sem začela sama tudi ustvarjati glasbo, ker mogoče prej tega nisem, ne, in je nekaj novega, sem mogoče na drugačen način upeta v glasbeno ustvarjanje. Verjamem. Ja, verjameš, ne, saj vem. Verjamem. No, to je bila tudi pesem na Eurosongu, o tem bomo malo poklepetala v nadaljevanju. Zelo imam tvojo iz te nove plate, ne? Misliš na njo? Misliš na njo, ja, če misliš, pa dej tole, ne? Pa dej, no, z Roli Janko. Eva Boto, Radio Fantasy. Med nama je igra ponosa in ti jo najbolje igraš. Premagam te z eno potezo, a ti z drugo me pokončaš, ker veš za moj strah, da misliš na njo. Vse tvoje besede za maso, ker misliš
na njo. Je tvoje srce še ostalo na nitki za njo. Nikoli ne bo ljubila kot jaz. Ne bo, nikoli ne bo ljubila kot jaz. Noč prebedim se do sonca, da spet ti pokvarim načrt. En dan te ljubim do konca, a drug dan sovražim na smrt, ker vem, da si tam in misliš na njo. Vse tvoje besede zaman so, ker misliš na njo. Je tvoje srce še ostalo na nitki za njo. Nikoli ne bo ljubila kot jaz. Ne bo, nikoli ne bo ljubila kot jaz. Ne bo, nikoli ne bo ljubila kot jaz. Ne bo, nikoli ne bo ljubila kot jaz. Med nama je igra ponosa in ti jo najbolje igraš. Premagam te z eno potezo, a ti z drugo me pokončaš. Razbijam stvari in vem, da si kriv, ne prenesem laži in nimam dokazov, a je ljubosumje narisalo zgodbo o njej. Bo vse kot prej. Razbijam stvari in vem, da si kriv, ne prenesem laži in nimam dokazov, a je ljubosumje narisalo zgodbo o njej. A misliš na njo? Vse tvoje besede zaman so, ker misliš na njo. Je tvoje srce še ostalo na nitki za njo. Vse tvoje besede zaman so, ker misliš na njo. Je tvoje srce še ostalo na nitki za njo. Nikoli ne bo ljubila kot jaz. Ne bo, nikoli ne bo ljubila kot jaz. Nikoli ne bo ljubila kot jaz. Ne bo, nikoli ne bo ljubila kot jaz. Eva Boto je z nami v studiu, 7 minut je čez 9:30. Dobro jutro še enkrat. Ja, dobro jutro, no. O, Madoniš. Ja. Jaz sem pa zelo vesel, da je tudi Helena Blagnedan z nami. Ja, lepo pozdravljeni. Oj. Dobro ti gre tole. Obe dve sta tukaj. Eva, koliko to, da si vzela danes Heleno s sabo? Ja, z veseljem, jaz njo, mislim, ona je meni legenda slovenske glasbe in jaz sem z veseljem povabila z mano v studio, ker bo z mano tudi na koncertih po Sloveniji, tako v Begunjah, tudi v Žalcu, tako v Ljubljani, v Mežici, vse posod. Ja, povejma, eden od 4 špilov je v Žalcu, ne, to je začetek aprila, prvega ne bomo, ne? Ne, prvega ne bomo, ker ne vem, pola bi se lagali, ali se ne bi, Tako, ne, ja. zato nikoli ne veš. V nedeljo bo, nedelja Mislim, da je pride, tretji, mislim, ne? da na 3. 3. april bo v Žalcu, v domu Drugega slovenskega tabora, viš, da vem. Vse veš, vse. Ja, ob 20. Ob 20 uri, torej, evo, tam lahko tudi dobite vstopnice, malo potipkajte, tudi verjetne informacije na tvojem Facebook official profilu. Tako je official Instagramu in pa tudi Official. Facebooku ali pa na moji spletni strani evaboto.com so vsi podatki. A sicer pa ja, mislim, da se dajo vstopnice dobiti na spletni strani ZKŠT Žalec. To si se pa napihla, lej. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. Ja, drži. Če pa kaj pa vem to na Če pa pamet. kaj Ja. pa to veš. Dej, glede na to, da imaš danes gostjo tukaj, Heleno, ali se lahko dotaknemo vremenske, ker moram jaz to spraviti pod streho, pa bi želel, da gostje to. A, pove. res? Izvolite, prosim. Helena. No, pa Helenca, dejte vi, prosim, no. Ja, dobro, no, če me že prosita. Hvala lepa. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa od 12 do 16, na Goriškem pa bo do okoli 18 stopinj. Tako da že skoraj poletje, a ne da? Seveda. Doživite 5G v prvem omrežju z modrim fonom marca. Po modri ceni ujemite zmogljiv Apple iPhone 12 ali najnovejši iPhone 13. Obiščite Sgermobil, pooblaščenega prodajalca Telekoma Slovenije v Planetu Tuš Celje.
Evo, Helenca je naša gostja, oziroma drugače, Eva Boto je danes. Helena pa je, recimo, Helena je zdaj že šla. Je že šla, ampak ona je zdaj v tisti oddaji, ko si ti v 5. sezoni tudi zmagala. Ja, znano obraz ima svoj glas. Ja. Jaz moram reči, da se ona meni zelo dopade, kot žirantka, kot oseba, zato ker je, ona je zelo zabaven človek. Zelo zabavna oseba in mi je všeč njen način humorja, oziroma kako se izraža. Tako da mi je všeč tale letošnja komisija v znanem obrazu. Ker skočila sva zdaj v te vode, pa tam sem še imel vprašanje, da vprašam, kaj bi svetovala zdaj ti, Eva, kot Evi 16-letnici, ko je šla v Baku na Eurosong. Eurosong, ja. Ja, moramo ti še dati pod streho. Ja, veš kaj, jaz po moje bi bolj rabila, mislim, bi bolj mogla 16-letna Eva zdaj neki svetovati, zdajšnji 26-letni, veš. Ker se mi zdi, da takrat, ne vem, ko si otrok, se mi zdi, da se sploh ne sekiraš, se ne obremenjuješ z nekimi stvarmi, ki se pač zdaj ful preveč, ne. Se pravi, zdaj bi bilo teže. Ja, jaz mislim, da ja, ker jaz takrat, meni so se uresničile otroške sanje, jaz sem takrat res bila, po moje, kar v 7 nebesih. Zame je to bila res ena najlepših izkušenj v življenju. Tudi ena težjih, ker konc koncev vseeno sem bila tudi v 2. letniku gimnazije, srednje šolka, z kup obveznosti je bilo še od zadnji. Mogoče je bilo težje sploh potem po sami Euroviziji, no? Ker se pravzaprav delo se je začelo takrat, ne. Ja, medijska obveznost. Ja, sploh to pa, ker se mi zdi, da se tudi na nek način znajdeš kar sam v tem glasbenem svetu, nimaš okrog sebe potem nekih ljudi, neke ekipe, ki bi te mogoče malo usmerila, ker jaz sem bila čisto nova v tem glasbenem svetu, 16 let, kasneje sem imela pojma, ne, še manj pa moja družina, da bi sploh vedeli kam pelati stvari, ampak se naučiš, ne. Ampak v redu si, si se našla. Ja, jaz mislim, da živa, zdrava sem, tako da nič mi ne fali. Je bilo pa, če zaključujem s tem Eurosongom, zelo zanimivo, ker ko je bila misija Eurovizija, se je pa vse skupaj začelo pa v Celu. Res je. V Narodnem domu si začela to popotovanje. In to čisto res, to je bila audicija. Zdaj sem prav dobila preblisko glavo, ko sem to omenila. Kako je to zgledalo, ko smo bili že vsi živčni zunaj, stali in čakali na tisto audicijo, da se bomo pojavili. Mislim, da je bila Darja Švajger, pa Rej Hofer, mislim, da tudi bil, ali je bil Aleksandar Radić, skratka urednik. Vedno so bili 3 in vedno sem mogla zapeti eno pesem. Aleluja. Pa zakaj to se veš? Res je. A si bil v komisiji? Pa ne vem. Čakaj, da mi ne zmanjka podlage tukaj, ker smo zdaj padlo eno super debato. Zdaj, pustila zdaj to. To je Eurosong. Aleluja. Okay, vem, da si odpela in je bilo top, si bila že takrat ena taka tiha favoritka, do konca je zmagala. Zakaj to vsi govorijo? Če je tako bilo. Ampak, a ti povem eno stvar. Mi smo takrat doma kupovali vinjete za en teden. Ker smo tako mislim, se bom naslednji teden izpadla. Pa še kar nisem. Mi smo tedenske vinjete. Ste se spufali na tedenskih vinjetah? Ja, na koncu smo se spufali, skoraj vse, pol so rekli, dejte, kupte letno, prosim. Bo še dovolj. Zdaj je rekla si, Helena Blagne, zelo ti je pri srcu, vidim s tabo bo zdaj tudi na špilih. Koliko je, ko se znana oseba, celebrity, sreča s celebrityjem, poleg tega moraš ga še pa imitirati. Veš, kam se selim zdaj? V 5. sezono šova in ti si postala dec. Ja, jaz kaj vse nisem bila, jaz sem bila risanka, sem bila dec, sem bila, v bistvu bolj mlajši bratranc od Čaleta Saleta ali pa bratec, mlajši bratec. Prva ženska imitatorka pravzaprav, zmagovalka. Je fajn, je pa zelo tanka meja, veš, med tem, da pač naredi zdaj dobro imitacijo, karikaturo, skratka, je kar sploh takrat, ko sem imitirala Čaleta Saleta, ne. Nočeš izpast, kada se delaš norca, ker se pač nočeš, ne, vseeno hočeš oddelati imitacijo, kar se da pač najboljš. In je tanka meja in jaz sem takrat bila res pod takim stresom in se spomnim, ker so se odprla vrata, dvigalo se je odprlo in pridem na oder in sam slišim v svojih sluškah, koliko so se ljudje smejali, ko so me zagledali. Jaz sem bila Eva, ne podleš. A to slišiš, folk tudi? Ja, zato ker itak mikrofon dosti vleče zvoke, ne?
iz samega studija. Ja. In res cela dvorana, mislim, cel studio, to so se tako smejali, ko so mene videli. Mislim, res sem smešno, ne? Fajn, smešna si bila. Ja, ampak je bilo zabavno. Koliko je bilo pa Čaleta spoznati, zdaj 2 zvezdi, ti si celebrity, on je celebrity. Jaz sem kar, se mi zdi, da pred leti imela kar mal crush, tak celebrity crush, veš, na človeka, ki imaš. In je bilo mal hecno, zdaj itak, hvala se poznamo, smo super kolegi, glasbeni kolegi, se podpiramo na poti, ampak je kar zabavno, takrat sploh bilo, ja. Ker sva mogla drugega gledati v oči. Servus, jaz sem to Čalesa. Ja, to v bistvu bilo eno tako ogledalo, Čaleta Saleta. Ja, ne vem, to bi mogel njega vprašati, če je res bilo to ogledalo, ampak okej. Je bom, no vse, ko bo priložnost, ga tudi to vprašam. Ja, delala si pa tudi z Janom Plestenjakom, jaz imam tukaj zdaj pesem, ga zavrtim, da ne bova samo čvekala, ne še malo. Ja, se jaz preveč govorim, veš. Ja, sej, lej, radijska voditeljica, sej te plačajo za to. Eva Boto skupaj z Janom Plestenjakom, to leto bo moje. Pa naj bo resno, naj tako, bo od vseh nas. podpišemo, ne? Lahko. Vem, da bo hudo, a ni me strah. Vzeli so mi čisto vse. Svet prevelik je, ne bojim se, ne poznajo me. To leto bo moje, 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 na ulicah tvoje, tvoje, ker vem, da nisem sam. To leto bo moje, tvoje,
Jan Plestenjak in Eva Boto, evo, čist nov single. Ja, celih 10 let star. To gre v tisto kvoto 10 letke, ne? Ja. Eva Boto, evo, bo zaokrožila svojo 10 od Eurosonga do zdaj z 4 koncerti. Najbližji je pri nas v Žalcu 3. aprila ob 20. uri zvečer v domu drugega slovenskega tabora. Karte lahko kupite na ZKŠT Žalec, a veš, torej ZKST, Zavod za šport, ne, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. Ja, no viš, to so tiste zapletene zadeve, ampak ja, če to hočemo videti, še posebne goste, pa Heleno Blagne, moramo priti. Heleno Blagne sploh, ja. Ja, ne, konc je, ne, mislim, kaj pa vem, hitri pogovori, pa hitre takele debate, ja, če so dobre, minejo prehiter. Prehiter minejo, ja. Ti imaš pa tok še v rokavo. Ja, povej, kaj bova še povedala? Ne vem, eno rubriko imam, pa ne vem, ker imam enega velikega strokovnjaka. Fantasyjev najbolj nadležni novinar sprašuje. Zdaj, glede na to, da si Radika, poslušaj sicer vprašanje, ampak mogoče boš pa zaznala, kdo bi tale nadležni lahko bil. Če trofiš, dan za kavo. Vprašanje. Kdaj si se nazadnje zlagala? Ali bi si njega poslušala, ne? Ja, mislim, Kdo je ta nadležni novinar? Ja, ne vem, a si ti? Ne! Čak, dej še enkrat. Ok, poslušaj. Kdaj si se nazadnje zlagala? Vse doben mu ne povemo, sam smisel, da boš trofla. Ne vem. Ok. A je moj sodelavc? Ne. Ne. Na glasbeni sceni, pevec slovenske glasbene scene je, to je, več pa ne povem, odgovori na vprašanje. A ja, kdaj sem se nazadnje zlagala? Ja, nimam pojma. Verjetno včeraj. Kom? A veš, ne vem. Ja, bele laži so vedno dobre, a veš kake. Dober, v redu. Ja. Vem, sej v življenju je polno teh malih laži, pa boš gre skozi. Ja, valjda. Ok, naprej. Kako se odzoveš, ko srečaš svojega bivšega? Ko te vem, ne srečam ga. Ful preveč dolgo sem že v zvezi. V kateri zvezi si zdaj? Ja, ja. A z Lakijem? Ja, z Lakijem pa že 2 leti celi. Laki, če to vprašanje je tamle, ko je malo bolj žgičkljivo, ne gre skozi. Tole. Tvoje trenutno stanje na tvojem žiroračunu. Znači, kaj kjerem računu? Žiroračun. Jaz njega prav poslušam in probam ugotoviti, kdo je to, pa še zdaj ne vem, kdo je. Vidim, da se ukvarjaš s drugimi stvarmi. Jaz se z njim ukvarjam, ne, pa če ne, to si zdaj ti kriv. Ja, se opravičujem. To si zdaj ti kriv. Če ji kaže vprašal. Koliko imaš znajde na računu? Pa zdaj si bila na televiziji, pa sta dobila. Ma bolj slabo, to zdaj je bila korona, veš, zdaj rabimo za štarta, da bo kaj v redu. Dobar, se pravi tudi tisto, ko sta zadnjič bila na televiziji. Tisto ravno pokrilo, veš, za kak mesec, ko ni špilo, veš. No, 3 vprašanja so bila. Hotel se reči, lahko daš kako plombo, na katero od vprašanj moratorij, ampak ni bilo treba. Ne, jaz res tok sem se ukvarjala zdaj s tem. Kdo je to zdaj povedal? No, Ne sme povedati. A ja, ne smeš? To je, ne, ja, tako on stik pri Top Gearu, ne, ko je čelado na glavi. Ne, ni fair to. Ni, ne? Zato, ker me zdaj ful ferbec matra, kdo to govori. Ne, on je še tole vprašal sicer. Ali morda pošiljaš seksi sporočila? Pač ne, zakaj bi sporočila človek? Pa to je bilo pač vprašanje, se ti ga ni smislil. Ja, vem, sam še vedno ne vem, kdo je. Ne. Ja, neče, Eva Boto. Slabe vole bo šla domov. Zdaj me res firmec matra, kdo je. Nekoč enkrat ti povem. Hvala za tale klepet. Hvala tebi. Dej, fajn odfurite koncert, torej 3. april v Žalcu ob 20. uri. Ne? Tako. Eva Boto, band, to je treba povedati. Ja. Tomi Purič in ekipa. Tako je, ja, predstavljajo od Eurosonga bo do Melodij Morja in sonca, do znanga obraza, do gostov. Bi pa lahko mogoče povabila seveda tudi poslušalce. To je bila neka ideja, to smo se nekaj imeli. A bi slučajno kdo zapel z Evo Boto na odru? Ne bi bila slaba drugačne. Če bi kdo od poslušalcev, ja, veš tisto zvezdo za 5 minut, veš, da priješ gor na oder, imaš tistih svojih 5 minut in zapoješ in greš dol. Dej, če imate slučajno željo, da bi z Evo bili 5 minut na odru, ne, pa mogoče kaj zapeli, naša Šuši manjka, ona zelo rada poje. Vidiš, pa bi lahko tudi ona bila, ona bi se tudi lahko prijavila.
pošljite SMS na 041 300 pa napišite Eva Boto. Samo to, bom vedel, zakaj gre in vas kontaktiram. Torej, če bi kdo na tem koncertu bil zvezda za 5 minut, ne? A že, veš, to je tisto, tvojih 5 minut. A ni tisto nekaj, veš? A ne vozi neki krofil. Ne vem, neka fora je. A ja, lahko bi bilo. Ne, evo, to se lahko zgodi, tako da pošljite SMS na 041 300 pa samo Eva Boto je dejansko koda. A Eva Boto, nobenih 15, 20, a 10 je, lahko Eva Boto 10, veš. A da bi ti še kasirala. Eva Boto, zaključila bova s pesmijo, ko najdeš sebe, kot rečeno, fajn odfurite, pa evo, enemu se je zdaj ponudila možnost, da boste lahko na odru. SMS 041 300, Eva Boto. Čau, bao. Čau, bao, mjav. Vem težko je najti nekaj čisto svojega, a veš, da vsi smo tu z razlogom. Vem težko je biti samo svoj, ko okrožajo nas isti ideali, ki pripeljejo do cilja. A je to res to, kar želiš si? A je to res to, kar imaš v sebi? Ko